Ob vseh teh prehladih in virozah imajo ljudje velikokrat velik problem, ko virusi napadajo nos in obnosne votline. No, in če se le da, najprej poiščemo naravno pomoč. V prejšnji oddaji smo govorili o bolečinah v grlu in kombinaciji žajblja in ameriškega slamnika. Tokrat se bomo preselili v nadstropje više, in sicer v nos in obnosne votline. Govorili bomo o nahodu in pa predvsem težavah, ki nastajajo v nosu in obnosnih votlinah. Tu največkrat okužbe povzročajo virusi in posebej otroci so skupina, ki najpogosteje utrpijo nahod in seveda pogosteje tudi komplikacijo. Pri otrocih se namreč nosna sluznica hitro uteče, prihaja do sočasno vnetih obnosnih votlin, ki seveda pri njih niso docela razvite, pa vendarle v tem malem prostoru otroških dihalnih poti hitro nastanejo te zamašitve nosu. Zato je tak nahod zelo neprijeten za otroka, seveda tudi moteč, moti pa tudi starše. Namreč pogostokrat se pri teh nahodih pri otrocih dogajajo tudi vnetja srednjega ušesa, kajti njihova Eustachijeva cev je krajša, tudi bolj vodoravno položena in zato se seveda ta infektivni material iz nosu hitro prenese v srednje uho, kjer povzroča dodatne zaplete. Največkrat potem seveda tudi narekovana uporaba antibiotikov. Tudi v teh primerih imamo naravno pomoč, gre za zdravilo Sinopret, ki vsebuje 5 različnih naravnih zelišč, ki nam pomagajo predvsem pri otroških, pa tudi seveda pri odraslih primerih nahodov, odmašiti zamašen nos. Če pravočasno uporabimo kapljice Sinopret, ki so namenjene najmlajšim že od 2 leta starosti dalje, gre za uradno registrirano zdravilo pri Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, lahko z takim načinom terapije otroku odmašimo zamašen nos in preprečimo, da se ponovno zamaši. Na ta način bo otrok lahko normalno izpihal tisto, kar se je v nosu zamašilo, tudi dejansko lažje spal, predvsem pa z kapljicami Sinopret pri nahodu pri otrocih lahko preprečimo pravočasno nastanek pogojev za vnetje srednjega ušesa. S tem bo tudi pri otrocih nahod minil čim bolj enostavno, brez zapletov in predvsem brez nepotrebnega prepogostega jemanja antibiotikov.